Dober dan vsem, vidva sva spet v Trnovskem gozdu in sicer greva danes poskusiti narediti 3 sote, 3 hribe tle. Prvega sem jaz izbral Mrzovec, to je 1400, mislim da 8 metrov visok hrib. Parkirala sva ob tej lepi cesti. Naj takoj povem, da ceste so tle fenomenalno lep asfalt, očitno je zelo trda podlaga. Resnično so lepo narejene, če boste kaj šli v te konce. Gre se pa sem, lahko bi se še tle naprej malo z avtom peljala, ampak je tle čisto luštno parkirišče, pa so rekla, greva tistih 200 metrov še peš naprej. Ja, tole področje je kar precej posejano s temi našimi sotami in še za naju v bistvu bolj kot ne novo področje. Prejšnji teden sva bila na Velikem Odrasovcu in pa na Malem Golaku. Danes je pa bistveno lepše vreme, brez oblačka bi človek lahko rekel, tam se še hribi vidi. Kaj Boža? Ne. A res? A ja, nisem videl. Ja, v redu, pač toliko piše. Ja, misliš, da je to prav? Aha, saj piše Mrzovec, samo jaz nimam noter v navigaciji, ste še šla naprej tle gor nekam. Res pa da piše tle gor Mrzovec, ja. Moram to čekirati, kaj se dogaja. Mrzovec v glavnem tle gor piše. Verjetno da tle, če piše tle gor. Okej, včasih človek ne ve točno, kje iti. Malo sem zmeden, grem pogledat na navigacijo, če greva prav. Aha, ja, očitno sta ona dva, ko je trekking dal gor, šla to po cesti peš. Okej, wow, ura pa pol do 2 uri. To je pa malo več, kot sem jaz predvideval. Bova videla, no. Nikjer ne piše, da je nujno narediti 3 hribe. Bova videla, kako se bo počutila. Predvsem Božin gleženj, če bo zdržala. Tok. Začnimo. Ta prvi del je že kar zelo strm, vendar sva našla hojno pot, celo označeno je. Verjetno se pa pride višje gor na cesto. Okej, pot na Mrzovec. Zanimiva imena imajo tile hribi. Zanimivo, grozljivo. Palčkova dežela, Medvedova dežela. Ko v pravljici, poglejte. Vse obraslo z mahom. Wow, lepo. Ja, možice mama v pomoč. Zelo lepo, sem pričakoval bolj šavjasto. Super. Gozdna pot na Mrzovec. I like it. Kaj pa ti, Boža? Daj like. Dvigni palec. Nadaljujemo po potki. Tukaj je bilo nekaj podrtega pred časom. In celo spuščava se. Kdo bi si to mislil v hribih. Na tem mestu se pride zdaj na cesto. Če se vam muči avto, oziroma se lahko še očitno malo dlje pripeljete, pa tle pustite pa nekje. Tle moraš pa desno zaviti, si pa spregledala. A ja.
Čakaj, tle, aha, tle je pa črto. Čuden znak. A je še kakav znak, a je še? No, skratka, tudi tle se bi dal avto pustiti, sem kaj pa je že bolj, to je gozdnata cesta zgleda. Misliš? Ne bova se potem vozila, le kaka je. Danes hodiva. Ja, pot še vedno poteka po cesti. Kakor sem jaz noter gledal, teh cest ni vrisanih. Je sam črtkasto kao peš pot, saj na mapi tega ni, niti na Sotlasu. Pol gor na vrhu pa je, tako da tudi očitno, da ta mrzlo cesta pride. Sva nekje, kakor sem jaz zdaj pogledal, bomo kmalu na blizu pol poti, tako da nič hudega. Je pa cesta, kot vidite. No tako, do sem nekako se lahko pripeljete po tej gozdni cesti. Če nočete hoditi, tle je pa konec ceste, tle lahko tudi fino avto pustite. In najina pot se nadaljuje tle gor nekam. Bom malo pokazal, jo, imamo še kar nekaj klancev. Da grejo pa v hrib, ja, pa verjetno, da bo res malo trajal ta klanec. Takole zgleda zadeva. Nekdo ima veselje z Možici in pa skozi je lepo označeno. Ta je kar lepo uhojena pot. In sva nazaj v gozdičku Trnovskem. Pozabil sem v avtu ta mali vokič, da bi dal malo muske gor. Tako da mora biti malo bolj glasna. Letos medvedi napadajo. Scena zgleda takole. Že malo obledeli napisi. Mrzovec. In pa začenjamo kar konkreten klanc. Jo, zato pa je 1 uro napisano. Ker gre zelo navzgor. Nadaljujeva v hrib. Zelo lepo cik-cak speljana potka. Na momente malo ravno, da se malo spočiješ, pol pa kar strmo. Treba gor iti. Ja, pot gre kar konkretno navzgor. Na srečo je lepo speljana cik-cak. Tako da se kar malo zadihaš. Moram priznati, da nisem pričakoval tako strme poti. Ja, pa zadnjič to, kar sva šla, dobro, male Golake še kar, ampak je le bolj planota, kot kaj drugega, ampak vseeno. Ampak je kar, vidi se, kje gre pot, kar uhojena. Ja, res je, kar strma cik-cak potka gor. Zelo hitro napredujeva. Pa res. Nekaj bo stikala. Kljub zelo, zelo dobro označeni poti, z že nekoliko obledelimi znakami, ampak vseeno zlahka zgrešite par korakov. Enkrat sva se do zdaj že vračala malenkost, mogoče 50 metrov nazaj. Jaz sem tudi zdaj malo zgrešil. Malo bo treba obnoviti, ampak jih je toliko, da je res pohvalno označeno.
Mislim, da se midva že približujeva vse vrhu ali pa vse grebenu gor. Se že skozi vidijo Alpe. Malenkostno skozi to Bukavje. Fino je, da je tak lep dan, ker so res tudi... Ne, na vrhu bi mogel biti nek zabetonirana stvar. A ga vidiš? Ja, pa še pa nisva na vrhu. Zabetoniran, taka piramidica za stopničkam, pa neka celo opisna knjigica je gor. Vsaj tako je bilo poslikano na naših sotostranih. Prišla sva spet na neko traktorsko gozdno cesto, ki je ta pa je vrisana noter, se mi zdi. Tako da zdaj mislim, da imamo še čisto malo do današnjega cilja. Ali pa ne, je še tam naprej. Ja, zgleda, da če ne, tam zgleda zelo visoko drevesa. Torej, gremo naprej. Malo se je podrast povečalo, ampak še nič prehudega. Se prileže malo ravnine. Tega gozdnega kolovoza je kar hiter konec in greva spet gor v gozd, ampak sva že čez blizu. Takole blizu, kot se vidi na tej sliki. Je pa res čedalje bolj zaraščeno. Samo še nekaj korakov do današnje sote. Radioamaterska oznaka S5 Tango Kilo 005 Mrzovec. Kakšni 2 uri, uro pa pol, ne vem, bom zdaj pogledal, koliko sva dolgo hodila, pa bom napisal. Po mojem manj kot 1 uro. Zelo poraščeno, ki je potka tle. Blaža, čestitam. Še en osvojen hrib. Sam še navzdol moramo priti varno. Ja, vem, da lahko grem na vrh, saj bom tudi šel v Ukavje delati. Pa bo mogoče celo delo samo z ročno, KX. 2 iz roke ven. Poglej na mapi. Tam na vrhu gor ti piše. Najda? No, pogledamo pa skupaj. Na vrhu gor, tle gor. Dele je glih 1 uro. No, točno 1 uro. Ja, stala sem to. Okej, toliko da veste, 1 uro. Ja, ne tako ne hudo hitre. Ja. Klasično. Kaj misliš, ne hudo hitre? Če bi ful gnal. Ja, tako, no, mislim, nisva glih počasi šla. Evo, tle imate. Sva stala. Ja, malo morgan. Ja, 2-krat sva iskala nazaj. Tako gor se da splezati. Boža se je spravila na sendvič, jaz sem pa zlezel gor na tole leč. In vidim, da je frekvenca zasedena. Ta frekvenca bo malo prosil, če mi jo sprostijo. Ne da se mi tam ona nastavljati v njih videj, v njih kapalnikov. Ne da se mi pika. V njih 30 pomodorov se mi ne da nastavljati. Ja. Tako to je to. Ja. Pravi štenjak, jaz in Julka rešiva v 10 minutah vse. Ja. 10 minut pravi. Edino
moram zdaj kupiti malo slame v ponedeljek, da dam zdaj okoli, ki zdaj pol okoli paradajza in tam in uno paprike in tam, da ne sklateva toliko, edino to more, ne. Uno folijo mama se mi ne da z uno folijo, mi ni. Julka da gor ta slamo ali seno, slamo, no, ne vem, tudi seno bi bilo dobro, ne. In pol zaliješ in pol ne pusti čez dan in pol še ko je vroče, lani sem prvič dal Anka uno mrežo proti soncu malo, ne. Ko ne zapali vse, Anka kanele zapali, Aka jih. Tako vidiš, ne vem, kje si zdaj v glavni prihajaš še vedno, ma dobro, tle ni problema, tle se ne zgubiš, pridi. Brek. Ja, zdaj sem pri pokopališču. S5 nič Tango Delta Portable, 5-9, ok? Ok. Midva imamo do Kucla še po manj 40 minut. Ne bo dolgo, je preveč muh, tako da par zvezd naredim, verjetno nam niti kavi delo, greva naprej, kaj kar zahteven tale hrib zadoljiti. Ok, 7-3. Hvala, Tomi. Ok, Sierra 5/Hotel Alpha 5 Golf Bravo Radio, are you on SOTA? Sierra 5/Hotel Alpha 5 Golf Bravo Radio, are you there? Here is Sierra 5/Hotel Alpha 5 Golf Bravo Romeo. Can you repeat your call sign, please? My call, Sierra 5-7 Sierra/Portable, U59, okay? Sierra 5-7 Sierra/Portable. Okay, I got it. You are also 5959. Okay, are you on SOTA? Are you on Summit on the air? Are you on activation or just visiting Slovenia? Over? I'm just visiting Slovenia. We are going up the Krn mountain now. We are on the way. Back to you. Yeah, okay, you have a nice trip. Karen is beautiful mountain. Take a lot of water with you, but you get a lodge up there. 73, thank you for the contact. 73, thank you very much. Ceko SOTA, Soča 5-7 Soča Portable. SOTA to SOTA, pridi. SOTA to SOTA, zelo slab signal, ponovi. Ni šlo skozi, še enkrat. Samo nekaj 0,7, razumem. Še enkrat ponovi, probi me najti z signalom. Aha, to si ti, Vili, ne? Ok, Vili, 3-1, 3-3, QSL. Ok, za mačjo dlako to gre skozi. Vili, hvala za zvezo, 7-3, imaš zvila boljši sprejemnik, adijo. Ceko SOTA, Soča 5-7 Soča Portable, iz Tango Kilo 005, še kdo? Ceko SOTA, Soča 5-7 Soča Portable, Tango Kilo 005. Ceko SOTA, Soča 5-7 Soča Portable, Ceko SOTA iz Tango Kilo 005. Ok, nobenega več ne slišim, vlogo je 1, 2, 3, 4, 5 zvez, 7-3 sem, hvala lepa. Sklepna misel. Zelo hitro zapuščava tale mrzovec, predvsem zaradi obilice muh, ki naj priganjajo. In pa mogoče, da še nam uspe še kakšnega aktivirati. Tle, tako kot sem rekel na začetku, da bi rada 3, bomo videla. Bolj kot kaj drugega me skrbi to, ko se je začelo od zgori delati. Po vseh modelih tle naj ne bi bilo kjerga metuljčka. No pa ga pa posnamimo. Ja, ne vem, mogoče pa hoče priti na YouTube. Sam če ga ne snajdu. No, še žuželke niso več take, ko so bile. Ej, a boš kaj odletel? Ni vmeto, ni odletel. Ja, zelo veliko je teh insektov tle.
kamorkoli pogledaš, je nekaj parkirano v velikih količinah. Kaj naj rečem o tem hribu? Malejko sem razočaran, ni nobenih razgledov, jaz sem mislil, da bo vse malo nekaj se videlo. Ampak dobro, no evo, nova 100. točka je osvojena. Ma ne bom potem šavil tja lazo, bože, greva naprej. Razgledi gor pa dol, dol niže se boljše vidi kot tle od zgori. Kje pa je moj telefon? Bože, telefona nimam. Ja, imam ga. Ok, šibava dalje. Pred nama je malo zoperen spust, namreč zelo veliko je tega listja in ostalih korenin, tako da bo bolj pazljivo šla dol, posledično bo bolj počasna. Sama pot je pa fajna, tako mislim, ko je po gozdu speljana, v senčki lepo, pač vode pa rabiš sigurno. Midva so spila kak liter, po mojem, zdaj tle gor. Zves je rekordno malo, glih rekordno, ne, no 5 zves je, rabim 4, tako reaktivacija je v redu. Sem se še malo trudil dlje ceko klicati, očitno, da ni neslo naprej noter v ljubljanske konce, tam, ki je največ čakajočih. Tale moja antena pa tudi ni glih neka usmerjena z nekim gainom, da bi lahko prebil to bariero tam naprej še, ki je v to smer. Toliko o tem hribu, se vidimo na naslednjem. Lep pozdrav od naju z Božo. Dodatek še k sklepni misli. Zdaj smo se vrnili do tega drugega možnega parkirišča in sva se odločila z Božo, da greva zdaj nazaj dol po cesti okrog sam z tega razloga, da bova videla, koliko je to prevozno za morebiten kasnejši obisk ali pa za kakega drugega. Verjetno, da se da s kakim salonskim terencem tudi čisto normalno tle gor pripeljati. Se pravi, od tam, ko sva midva šla od spodaj iz asfaltirane ceste, sva točno 1 uro gor hodila. Dalo bi se še hitreje priti. Če se pa do tle pripeljate, pa verjetno pol urce gor. Je kar strmo, zelo je treba paziti, sploh navzdol, zdaj ko sva šla, sva zelo počasi šla. Ker je naklon velik in listjen, pač korenine se. Tako, še pol kasneje sporočim, kako je prevoznost tele ceste. Zaenkrat izgleda tale cesta čisto ok. Mestoma je pač malo poraščena s travo na sredini. Ampak je lep makadam, tako da se po mojem da čisto normalno gor peljati. Je od spodaj ena rampa, ki je bila danes odprta. Tako da verjetno, če je rampa zaprta, se pač ne moreš, logično, a ne. Tudi tle, ko je to porušeno, se da mimo. Ampak sploh ni videl, da bi kaki avti tle vozili, nobenih kakih teh kolesnic. Ja, ni nekih kolesnic, ampak tako izgleda bolj neprevoženo. Malo nazaj, par korakov smo videli prvo sled od nekega avta, ki je malo, pa tudi tle se malo vidi, da je nekdo peljal. Tako da je čisto uporabna cesta, tudi za više se pripeljati na te koordinate, ki jih bom zdaj že ta drugič gor dal, za tiste, ki rajš pridete čim bliže. Ne boste pa šli skozi Palčkovo deželo od spodaj, če se boste tle gor peljali. A ne, Božo? Ne bojo videli Palčka. Kakva vila se bojo.
Mlada? Pa vide so same mlade, vedno. A stare vile niso? A čarovnice. Ste slišali, kaj je rekla dokaz za sodišče? Kdaj pa si star, od 60. naprej? Če si videla, nisi nikoli star. Ne, pa recimo na splošno tako. No daj reči eno cifro. Tam 120. Do tam pa še znanost ni pripeljala. Niti farmacija. Zadnjič je ena 120, 126, ko si Ja. umrla. Najstarejša kot je. Ok. Je bila stara, a ne? No tam dol se bo že nekaj svetlika. Po mojem smo že blizu ceste. Je pa ta pot okrog, ko greva zdaj dvakrat dlje, ko pa tam direkt čez Palčkovo deželo naravno zgoraj. Ja, tam je peško, tu se popelješ. Ne? To se pa pelješ. Jaz skozi čakam, da pokažem, kak bolj resen klanc, pa ga ni. Tle je mogoče, Aha, pa tudi ni. Pa tudi ni nekaj hudega. Ti si tam čez Palčkovo greš po prvo gor, pol pa po ravnem, ne? Kaj si rekla? Da tem, ko greš čez Palčkovo, najprej greš gor, ne? Se dvigneš, pa greš pa po ravnem čez Palčkovo. Ja, res je, zelo se dvigneš, ko greš pa zelo po ravnem cajt. Aha, zdaj smo pa še zdaj na neki večji cesti spodaj. Zdaj pa malo pogledati, kaj greva levo ali desno. Skratka, da se peljati. Lepo se imejte, pozdrav že drugič od naju z Boža. Ja, mislim, da bo prišel čas nekam drugam. Boža, nazaj se moramo vrniti. Še dolgo je lep dan. Lahko tudi tle avto pustite.